Med 17. in 19. februarjem je na smučišču Stari Vrh potekala že 37. izvedba pokala Loka. Tradicionalna prireditev, ki jo vsako leto organizira smučarski klub Alpe Tour, sodi med največja mednarodna otroška tekmovanja in tudi letos se je v Škofji Loki zbralo preko 240 tekmovalcev iz 26 držav, ki so se prišli predstaviti v kar najboljši luči. Številka je sicer nekoliko manjša kot prejšnje leto, vseeno pa velja ugotovitev, da so se na pokalu Loka še enkrat več zbrali vsi najboljši smučarji med 12. in 15. letom starosti. Že v soboto pa se na Starem Vrhu začne zares. Sončno vreme, nizke temperature in kompaktna snežna podlaga. V soboto so idealni pogoji obetali lepo veleslalomsko preizkušnjo. Pogoji na progi so odlični, razmere samega snega, to pomeni kompaktnost snega, je fenomenalna, kar omogoča seveda, da tekmovalci tudi z višjimi štartnimi številkami dosegajo visoka mesta. Ja, razmere so zelo dobre, namreč tukaj na Starem Vrhu, kljub temu, da je bilo letos snežnih padavin malo, so že zelo zgodaj pripravili umeten sneg in pravzaprav Stari Vrh že skozi laufa in ta podlaga je seveda zelo trda in zdrži, tako da ni bojazni tekmovanje teh 220 udeležencev, pa še več bi jih šlo. Za pripravo proge na Starem Vrhu in organizacijo tega zahtevnega tekmovanja vsako leto poskrbi preko 100 prostovoljcev iz vrst domačega smučarskega kluba, pridružijo pa se jim tudi prostovoljci iz drugih slovenskih klubov, kot tudi starši domačih tekmovalcev. Klub Alpe Tour Škofja Loka ima tradicijo, vsak je tukaj ve, zakaj se gre. Jaz sem res in še par staršev žrtvoval par dni, da smo jim pomagali. Mi smo pač tudi tvoje predstavnike, vendar za dobro športa je treba to narediti. Otroci mislim, da so uživali, vreme nam je služil, pogoji so bili dokaj dobri in jaz mislim, da je to en lep, velik dogodek in mislim, da vse pohvale smučarskemu klubu Alpe Tour. Dejstvo pa je, da postaja tekmovanje za pokal Loka stališča tekmovalcev vedno bolj množično in posledično za organizatorje tudi bolj zahtevno, tako iz tekmovalnega kot finančnega vidika. Vsako leto veliko napora vložimo v to tekmovanje, vsi Škofjeločani, smučarski klub Alpe Tour in smučarski center Stari Vrh, ki nam seveda vedno stoji ob strani. Lahko rečem, da smo zelo zadovoljni in seveda na nek način tudi glede odnosa slovenskega gospodarstva, ki nam na nek način stoji ob strani z denarnimi prispevki, ki nam seveda omogoči, da lahko tako tekmovanje naredimo. Lahko rečem, da še vedno je posluh. Je še posluh v slovenskem okolju za take prireditve in seveda nadejamo se, da bo tudi v prihodnosti. Na veleslalomsko progo so se prve podale mlajše deklice, stare 12 in 13 let. Na postavitvi Uroša Peternela, dolgoletnega trenerja smučarskega kluba Alpe Tour, se je najbolje znašla Michelle Niederwieser iz Avstrije. Med slovenskimi tekmovalkami pa je bila najuspešnejša Ula Podrebšek na 5. mestu. Dajmo, Martin! Kje ste navijači? Dajmo, navijajmo! Dajmo, Martin! Šena vratnica, bravo! Martin, Jus, prvi časom! In tudi ostali, ko je vzem seboj. V konkurenci mlajših dečkov so prijetno presenetili slovenski tekmovalci. Zmagovalcu Martinu Richteršiču se je na stopničkah pridružil še Jaka Bijol na 3. mestu. Ja, zelo sem v redu pelil, razen tlele na koncu sem malo slab šel. Drugače pa sem zadovoljen, ja. Na progi pa Jaka Bijol, Slovenija, zelo hitro na progi, še dvoje radi, dajmo Jaka, in 3. mesto, bravo Jaka. Zelo sem zadovoljen. Lahko bi še bilo boljše, ampak v redu. Kako je pa šlo na progi, kje je težav? Ja, malo sem zamujal, drugače pa ni bilo kaj. Kakšna je drugače proga? Ja, postavitev je v redu, drugače sam zdaj sem še tako malo grude, pa to so naredili, drugače pa v redu. Pa ledeno je kar fejst. Slovenski uspeh so zaokrožili še Miha Florjančič s 5., Žak Žirovnik s 6. in Nejc Naraločnik z 9. mestom. Ja, res je na nek način prav presenečenje tudi za mene. Prejšnja leta smo imeli nekje enega, dva fanta med prvih 10, letos pa kar 5
Pri dekletih seveda je prva sicer Slovenka šele na 5. mestu, kar pa seveda po prejšnjih letih, ko smo imeli zmagovalko, ponavadi, to je bila Meta Hrovatova iz Kranjske Gore. Lahko rečem, da fantje so prijetno presenetili. Medtem ko so mlajši dečki in deklice odpeljali le eno, pa so se starejši tekmovalci in tekmovalke pomerili v 2 vožnjah. Med starejšimi deklicami, starimi 14 in 15 let, je zmago slavila Katarina Linsberger iz Avstrije, ki je drugovrščeno Nizozemko Boxy Borchardt prehitela za skoraj 2 sekundi, 3. mesto je osvojila Italijanka Lisa Snaolin. Naše predstavnice tokrat niso bile med najhitrejšimi, kar 4 so vstopile, vključno z lanskoletno 2-kratno zmagovalko Meto Hrovat. Še najbolje je vožnja uspela Lari Pančur, ki je osvojila 10. mesto. Kot zadnji v soboto so se s progo spopadli še starejši dečki. Na štartnem mestu se jih je zbralo 76, kar 27 pa jih svojega nastopa ni končalo oziroma so ga zaključili v snegu. Bolgar Albert Popov je postavil najboljši čas v obeh vožnjah in tako prepričljivo zmagal pred Hrvatom Krsmanovićem in Avstrijcem Štrajnom. Od Slovencev sta se najbolje odrezala Andraž Rakovec s 7. in Matevž Rupnik z 9. mestom. Junaki veleslalomskih tekem so zaslužena priznanja prejeli zvečer na slavnostni podelitvi na Škofjeloškem mestnem trgu. Od leta 1973 dalje, ko je Škofja Loka prvič gostila mlade smučarje, pa vse do današnjih dni, so na pokalu Loka zmagovali tekmovalci, ki so kasneje v svetu alpskega smučanja pustili pomemben pečat. Rok Petrović, Mateja Svet, Urška Hrovat, Ivica in Janica Kostelić, Tina Maze in Veronika Zuzulova. Tu je le nekaj smučarskih zvezd, ki so svojo uspešno smučarsko kariero tlakovali tudi na pokalu Loka. Zagotovo je tisto ključno, kar pravzaprav se kaže na teh tekmah, je, da se na nek način sledi ali na nek razvoj in delovanje samih klubov in reprezentanc gre v pravo smer. Skratka, daleč je pa seveda še do tistih vrhunskih rezultatov v Evropskem svetovnem pokalu, ampak konec koncev dokazano je in na nek način se tudi ve, da so Janica Kostelić, Ivica Kostelić, tudi Regine Müsen-Lechner, tudi Sikora in vsi te fantje, ki so zmagovali in še danes zmagujejo v svetovnem pokalu, zmagovali in tekmovali, ne samo zmagovali, predvsem pa tudi tekmovali na teh tekmovanjih v Škofji Loki, na našem tekmovanju in da so danes, bi rekel, na nek način v vrhu alpskega smučanja na svetu. Tudi po končani karieri se mnogi še vedno vračajo na starovrško strmino in ob spremljanju mladih naslednikov obujajo spomine na svoje tekmovalne dni. Če sem doma, potem se udeležim, ja, poskušam tako, ker tudi zdaj sem malo treniram, pa tako da največkrat je tudi kakšen od mojih tekmovalcev, tu sicer jaz, potem je z reprezentanco tako, da nimam dela, ampak prijem pogledati. Res, to nam je bil cilj, da se uvrstimo na to tekmo, pa potem še naprej na druge v Italiji, ampak to je bilo, če si se uvrstil na pokal Loka, to je bil že kar zelo velik uspeh. Da je tekmovanje za pokal Loka eno pomembnejših v sezoni, se tudi danes mladi smučarji dobro zavedajo. Meni mi pomeni dosti, res sem se želela neko potrditi, da sem dobra. Sem vsaj med najboljšimi, tega danes nisem nekaj dokazala, nisem zadovoljna, tako da. Meni pomeni mednarodno tekmo, kar je pač na visokem rangu in zato si želim biti čim bolj uspešna na tem tekmovanju. To mi veliko pomeni, da se lahko izkažem z drugimi, pač pokažem, kaj je z nami in tako. Da ne samo v Sloveniji gledamo, pač, da se ne primerjamo samo v Slovenci, še iz drugih držav pa tako. Yeah, I like the piste well and I don't know, I think this competition is very cool and everything's okay.
Ja, vrstice je težko, saj grejo samo 4 najboljši iz države, pa pomeni mi veliko, ker prijajo vsi tekmovalci iz vsega sveta. V nedeljo je bila na sporedu še slalomska preizkušnja, vremenski pogoji pa kljub sprva nekoliko drugačni napovedi, podobni kot dan prej, le močan veter je nekoliko nagajal organizatorjem v ciljnem izteku. V kategoriji mlajših deklic je zmaga odšla v Nemčijo Izabel Fistel, z majhnim zaostankom 10 oziroma 18 stotink pa sta ji družbo na zmagovalnem odru delali hrvaška predstavnica Lana Zbasnik in Italijanka Carlota Sarako. Nehvaležno, a kljub temu odlično 4. mesto je osvojila naša predstavnica Živa Otoničar, kot 6. je končala Tija Trampuš. Po uspešnem veleslalomskem nastopu pa v nedeljo slovenskim tekmovalcem v kategoriji mlajši dečki ni šlo vse po načrtih. Martin Richteršič je odstopil že v prvi vožnji, Jaka Bijol pa je po 5. času v prvi napravil večjo napako v drugi vožnji in zdrsnil po lestvici. Ja, danes so tekmovalci v bistvu, zelo željni dobrega rezultata in seveda veliko riskirajo. To pomeni, da ni taktiziranja, fantje in dekleta zelo, 120% se poženejo na progo in seveda, ker ko si na nek način ves čas na robu, so potem tudi odstopi. Slalom je zahtevna disciplina, je vrsto pasti in seveda napaka pravzaprav se zelo hitro kaznuje. Tudi pri mlajših dečkih sta prvi 2 mesti šli v Nemčijo in Hrvaško. Z medaljama sta se okitila Jonas Bolc in Samuel Kolega, 3. mesto je osvojil Avstrijec Julian Ereneker. Najboljši Slovenec je bil Žak Žirovnik na 5. mestu. V kategoriji starejših deklic je zmagala Italijanka Lisa Snaolin, 3. uvrščena slalomske preizkušnje, pred Nizozemko Boksi Borchardt in Šejlo Merdanović iz Bosne in Hercegovine. Na 5. in 6. mestu sta končali Slovenki Andreja Slokar in Maja Bernard. S svojim nastopom nisem najbolj zadovoljna, ker mi ni ustrezala postavitev proge in na tej postavitvi se ne znajdem najbolje. Pa ni bilo neki najboljši podlaga, ni neki zame, če ne pa nimam nekih pritožb, nekih ful. Za 3. avstrijsko zlato na 37. pokalu Loka je poskrbel Fabio Gštrajn med starejšimi dečki, ki je zmagal pred Fabianom Gracem iz Nemčije in Paolom Padello iz Italije. Najboljši Slovenec je bil tokrat Žan Kralj na 5. mestu. Zmagovalec veleslalomske preizkušnje Albert Popov je bil v prvi vožnji odlično na poti, a ga je napaka stala ponovne visoke uvrstitve. In the first time I fell and then I have the 32nd place and now in the second run I have the first time and I'm really happy. Prestižni naslov zmagovalca pokala Loka in skulpturo loškega smučarja osvoji najboljša ekipa v skupnem točkovanju. 16. naslovom so Avstrijci letos dodali še 17. Na 37. pokalu Loka so dosegli največ posamičnih zmag in zbrali tudi največ točk v skupnem seštevku. Slovenija je osvojila zelo dobro 3. mesto in predvsem dokazala, da premore mnogo mladih smučarskih talentov, ki dajejo upanje, da bo tudi prihodnost slovenskega smučanja svetla. Za malo sreče bi lahko danes Slovenci zmagali. Imeli smo seveda v ognju kar nekaj dobrih tekmovalcev. Prvi med njimi seveda Richteršič pri mlajših kategorijah, ki je danes odstopil, včeraj je zmagal. Je seveda zelo perspektiven, zelo obetaven tekmovalec, ampak sreča tudi njemu danes ni bila naklonjena. Skratka, lahko smo zadovoljni tudi s 3. mestom in seveda z obetom, da bomo naslednje leto zmagali.
Tekmovanje za pokal Loka in starovrška smučarska proga zadnja leta žanjeta pohvale gostujočih reprezentanc članic Mednarodne smučarske zveze FIS, za kar gre največja zahvala organizacijski ekipi, ki s pomočjo mnogih prostovoljcev vsako leto poskrbi, da mladi smučarji lahko ustvarjajo svojo smučarsko tekmovalno zgodbo. Vsi trenerji tujih reprezentanc so danes že prišli meme in pohvalili zadevo, tudi ostali, tako da kar se organizacijskega pogleda tiče, je sigurno ta pokal uspešen, tako kot že mnogi prej, ampak recimo, da je bilo še nekaj dodanega letos. Zapomnili smo potem, da so prišle močne ekipe v Škofjo Loko, da so Avstrijci in seveda Francozi, Italijani, Nemci, Hrvati in seveda tudi Slovenci tukaj bili z najmočnejšimi ekipami, da so ponovno seveda na žalost vseh nas zmagali spet Avstrijci, res so zelo dobri, Nemci drugi, Slovenci tretji. Tako lahko rečemo, da tudi slovensko smučanje je, bi rekel, v nek način konkurenčno z ostalimi v teh kategorijah. Imeli smo tudi svoje zmagovalce na tem tekmovanju. Skratka, lahko rečem, da pokal Loka 37. se zaključuje in z dnem danes pravzaprav začnejo priprave za 38. pokal Loka, ki bo naslednje leto. Se vidimo prihodnje leto na pokalu Loka!